Infodromovci zdravo, poglejmo, kaj smo danes v našem uredništvu izbrali za vas. Začel se je teden otroka, vprašali smo vas, kako je biti otrok v današnji družbi. V glavnem mestu Egipta v Kairu so protesti znova zahtevali žrtve. Podrobno pod lupo, zakaj ljudje v Egiptu protestirajo. Madžarski ovčar ali puli, finančna kriza ali pasji časi tudi za rejce avtohtonih psov. Dragi otroci, začel se je vaš teden. Mogoče se zdaj zmrdujete, češ da niste nikakršni otroci, ampak zakon pravi, da ste. In to do 18. leta, potem pa boste za svoje dejanje odgovarjali sami, smeli boste voliti, pa tudi težaška fizična dela vam ne bodo več nujno prihranjena. Pa še infodroma ne boste več mogli gledati, zato uživajte. Še posebej zdaj, ko je vaš teden, letos poteka na temo, kako je biti otrok v današnji družbi. In ker je odgovorov na to vprašanje skoraj toliko, kot je otrok, smo o tem vprašali kar vas. Otrok v sodobni družbi je biti dober, ker se veliko zabavamo, delamo loparije. Včasih kaj puncam nagajamo in to kar velikrat. Recimo moji starši so mi rekli, da so oni bili na ulici in so se tam igrali in to je bilo to. In starši niso skrbeli za njih, ker so vedeli, da je vse v redu. Zdaj pa pač tega ni več. Zdaj imamo veliko več elektronskih naprav. Po eni strani je to dobro, smo seznanjeni z dogajanjem, po drugi strani je pa lahko slabo vpliva na naše zdravje. Fajn je, ko imamo več možnosti, da lahko, ne vem, treniramo, ko recimo včasih nismo mogli, pa lahko se kličemo po telefonih, ko kaj rabimo, ali pa si pošiljamo SMS-e. Nimamo vsi enake priložnosti, odvisno je od denarja, potem od tega, kako se starši tvoji zavzemajo zate, pa včasih tudi kaj od sreče. Pač babice pa detki niso imeli pač ničesar, so imeli pač samo v šoli, ne pa imeli so več vzgojnih ukrepov, pač tako učitelji so bili, spali so pa to ba je. Tako zdaj nimamo v šoli, zdaj kaj rečeš, kaj češ, pa bo šel samo ravnatlo, pa bo šel kar dolgo, pa še to ne zdi svedno. Tako da v bistvu mi imamo še kar veredi otroša, ne. Na naši spletni strani pa vas sprašujemo, ali odrasli pri odločanju dovolj upoštevajo vaše predloge. In očitno menite, da ni tako in da je svet urejen po meri odraslih. Otroci iz osnovne šole Gorišnica pa kljub temu vztrajajo in sporočajo, kaj bi sami spremenili, če bi imeli možnost za to. Čas za Infogrom. Preprečila bi, da bi se spori reševali na krut način, ukinila jedrsko orožje in zmanjšala število tovarn, ki onesnažujejo okolje. Postavil bi zakone tako, da ljudje več ne bi bili žejni in bi imeli dostop do hrane. Da, zakone bi spremenila tako, da ne bi propadalo toliko manjših kmetij, ker zatem ni več toliko zdrave hrane. Takole lepo so zagrmele vaše misli. A zdaj se selimo na sever Afrike v državo Egipt, kjer pa žal spet glasno odmevajo nasilni protesti. Ta konec tedna so se v glavnem mestu Kairu vnovič spopadli protestniki, več kot 50 ljudi je umrlo. Policija je uporabila solzivec in streljala v zrak, številne protestnike naj bi poteptala in aretirala. Protesti pa v Egiptu potekajo že več mesecev. A zakaj ljudje sploh protestirajo? Vrnimo se leto in pol v preteklost in poglejmo podrobno pod lupo. Pomlad 2012. Egipčani so jezni in protestirajo. Zahtevajo demokratične volitve. Junij 2012. Na volitvah zmaga Mohamed Mursi. Obljublja, da bo zmanjšal revščino, poskrbel za pravičnejšo ureditev in več delovnih mest. Ko pride Mursi na oblast, nekateri menijo: Mursi ni dober predsednik. Skrbi le za tiste, ki mislijo enako kot on. Mursi je musliman in član organizacije Muslimanska bratovščina. Kot predsednik se zavzema, da bi imel islam veliko večjo vlogo v državi, kot je imel prej. Začnejo se protesti ter spopadi med podporniki Mohameda Mursija in njegovimi nasprotniki. Egiptovska vojska s tanki poseže med protestnike in odstavi Mursija. Oblast prevzame general Abdel al-Sisi. Podporniki Mursija so jezni in s protesti zahtevajo, da se Mursi vrne, saj je bil demokratično izvoljen. Temu nasprotuje močna vojska, ki jo vodi Abdel al-Sisi. Avgusta letos želi vojska proteste nasilno končati. Pri tem umre na stotine Mursijevih privržencev, pripadnikov muslimanske bratovščine. Po dobrem mesecu zatišja so protesti spet terjali še več življenj. Iskanje pogrešanih se nadaljuje. Po 2 dneh premora so pri otoku Lampedusa znova začeli iskati pogrešane v nesreči ladje s prebežniki.
Ladja z več kot 500 potniki se je namreč potopila manj kot kilometer od obale otoka, potem ko je na njej izbruhnil požar. Zdaj leži dobrih 40 metrov globoko, v njej pa naj bi bilo na stotine trupel. Včeraj so jih našli še 70 in število žrtev brodoloma je tako poskočilo na 181. Olimpijski ogenj gori in ugaša. Včeraj so v glavnem mestu Rusije v Moskvi pozdravili olimpijski ogenj, ki so ga predtem v Atenah prižgali sončnimi žarki, usmerjenimi skozi zrcalo. A v Moskvi je ogenj med slovesnostjo ugasnil, zato so ga na hitro prižgali kar žigalnikom, kar pa ni v skladu s pravili, ki zahtevajo, da se ugasli ogenj prižge z rezervnim ognjem iz antične Grčije. Zdaj olimpijsko baklo čaka 65.000 kilometrov dolga pot do Sočija, prizorišča olimpijskih iger. V začetku novembra pa bodo plamenico poslali še na izlet v vesolje. Kaj imata skupnega pevka Gwen Stefani in eden od ustanoviteljev Facebooka? 3, 2, 1, nič, ne veste? Oba imata takšnega dredastega kosmatinca, ki pa izvira iz Madžarske. A ker je ljudi, ki si kužka lahko privoščijo, kakor slavne zvezde, vedno manj, imajo njihovi rejci težave. Zabavnih čistokrvnežev pa je zato tudi vedno manj. Tale kosmatinec je madžarski ovčar ali puli. Ima zelo dolgo vrvasto dlako, ki mu povsem prekriva tudi oči, zato se nekateri šalijo, da pri tem kužku ne veš, kje ima kuža glavo in kje rep. Velika ljubitelja te pasme sta tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in njegova žena, zato sta na Madžarskem tudi obiskala rejca psov, da bi izvedela čim več o tem, kako je potrebno zanj skrbeti. Gyakorlatilag teljes hétköznapi módon az rögtön látszott, hogy szerelmesei a fajtának, rögtön a nyakukba vették, azt tudni, hogy Amerikába. Puliji so se v Panonski kotlini prvič pojavili pred 1000 leti kot spremljevalci nomadov. Danes so zelo redki in na Madžarskem je le še nekaj rejcev, ki redijo to pasmo. Nálunk gyakorlatilag, mikor egyenleget vonunk ez alapján, hogy néz ki ez a költség, akkor mindig csemre kell maradnom a család előtt, mert mínuszban vagyunk évek óta. Ezzel kapcsolatosan mi agrármérnökök vagyunk, ártenyésztéssel foglalkozunk, Holstein Friss egy cégnél dolgozom, úgyhogy igazándiból ez csak a hobbink, úgyhogy viszi is a pénzt rendesen. Draga je hrana, nega in šolanje. A vzreditelj Ferenc pravi, da kljub visokim stroškom želi nadaljevati tradicijo vzreje madžarskih ovčarjev, saj to počne iz ljubezni. Jutrišnje vreme bo bolj ali manj kopija današnjega, torej lahko pričakujemo oblačnost in dež. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do okoli 17 stopinj Celzija. Dragi infodromovci, vabljeni še na našo spletno stran, jutri pol ure pred 7 pa bomo spet z vami in za vas. Do takrat pa se imejte fino in radi. Čau!